pozdravljeni. V čast mi je, da vas obiskovalce lahko pozdravim v imenu Društva likovnikov Brežice v grajski oziroma vinski kleti v gradu Brežice. Za nas je ta prostor postal že kar grajska galerija, ki je res nekaj posebnega, tudi če se ozremo na razstavne ali galerijske prostore v naši regiji in Sloveniji nasploh. Na današnji otvoritvi pozdravljam članici plesnega društva Imani, ki sta za nas pripravili svoj nastop pod vodstvom Tjaše Oštir. Larisa in Julija, izvolite. Med nami pozdravljam našo gostiteljico, direktorico Posavskega muzeja Brežice, gospo Alenko Černelič-Krošelj, in jo prosim za uvodne besede ob otvoritvi razstave. Prav lep pozdrav vsem. Izjemno sem vesela, da se tudi na ta december družimo v naši vinski kleti, oziroma tako kot je bilo rečeno, v prostoru, ki je tudi vaš, ki ga znate tako lepo sooblikovati s svojimi deli, ki so ustvarjene v letošnjem letu, najbrž ne večina, in vam seveda za to izjemno in velikim veseljem čestitam. Sodelovanje je pomembno, veseli smo, da to uspeva. Letos smo imeli tudi novost, da smo se eno nedeljo družili tudi na razstavi, in jaz verjamem, da bomo tako še kakšno stvar uredili, na ta način, da seveda še več publike privabimo. Tako da res vam čestitam, sem vam hvaležna, da ste sprejeli, vzeli ta prostor tudi za svojega. Vam želim vse dobro do konca tega leta, predvsem pa res odlično leto 2023, tako da res velika hvala in vse dobro vsem. Predsednici pa še polno energije za vodenje društva. Hvala vam, to je ena čisto resnično majhno malenkost, ne vem, nisem se prav slovensko zdaj izrazila, ampak hotela sem reči ena skromna zadeva. Ni tako skromna, kako lepo. Krasno, velika hvala. Zelo lepo, bo šlo na pravo mesto, hvala. Rožica, in še enkrat hvala, čudovito se imamo tukaj, resnično hvala za sodelovanje in srčno upam, da bomo tako tudi nadaljevali. Naše društvo deluje že 58 let. To so lepa leta, polna ustvarjalnih navdihov in dosežkov, leta spopadanja z izzivi, ki jih ponuja likovna dejavnost, pa tudi leta prijetnega druženja, tako v društvu samem, kot tudi v mestu, občini in nasploh družbi, katere del smo. Današnjo predstavitev ne želim omejevati na statistiko naših dogodkov, predstavitev, delavnic, tečajev in razstav, saj jih je zelo veliko in bi se kaj hitro vsi skupaj izgubili v naštevanju datumov, dogodkov in imen le-teh. Lahko pa rečem, da obstoj društva pogojujejo predvsem in vsekakor na prvem mestu ustvarjalnost članov, vizija društva, navdihi, želja po znanju in novih smereh ustvarjanja in nenazadnje pomoč in sodelovanje z okoljem.
Želim poudariti, da je naše društvo del sredine, ki nas obdaja, da delujemo na svojem področju, vendar v sozvočju z vsemi ostalimi dejavniki in institucijami, ki nas obkrožajo in katerih del smo. Prepričana sem, da je naše delo vidno, dobro sprejeto in da s svojim delom dopolnjujemo dogajanje v našem mestu. Posebej se zahvaljujem občini Brežice, ki nam omogoča, da premagujemo naše finančne težave. Če se ozrem na minulo leto, lahko rečem, da smo izpolnili vse naše optimistične načrte, ki smo si jih zadali na začetku leta. Prav tako smo v sklopu načrtov realizirali nakup lastne grafične preše, s čimer omogočamo nadaljnji razvoj in delovanje grafične skupine, ki deluje v okviru likovne sekcije. Spoštovani likovniki, upam, da ni bilo preveč opazno, ko smo v zadnjih 2 letih zategovali naše pasove, da smo s pomočjo občine prišli do boljših možnosti našega ustvarjanja in razstavljanja. Razstavljena dela, ki so danes na ogled tukaj, so večinoma premierna, nastala v zadnjem obdobju. Z različnimi motivi in tehnikami se vam predstavljata tako likovna kot kiparska sekcija. Pri tem bi rada poudarila, da je obseg našega delovanja tako širok, da je postalo praktično že zelo težko izvedljivo na eni razstavi prikazati celotno področje našega delovanja. Sama razstava pa bi s takšno postavitvijo postala nepregledna. Tako boste med ogledom razstave kaj hitro opazili, da niso razstavljene grafike, prav tako niso predstavljena dela v pastelni tehniki z naše zadnje delavnice in še bi se kaj našlo.